Veselim se današnjemu dnevu prvega strateškega pijačarskega foruma, ker smo se sestali tri pomembne industrije pijače in imeli smo priložnost, da se med sabo pogovarjamo, imeli smo priložnost, da se pogovarjamo tudi z ministrom ali z Ministrstvom za okolje in da smo lahko izrazili naše želje, da smo izrazili to, kaj nas moti, kaj rabimo, da se rešuje in verjamem, da smo odprli danes en velik korak dobrej strokovnej diskusije. Strateški forum je pokazal na pomen povezovanja v verigi vrednosti, pa tudi med sektorsko med različnimi proizvajalci pijač. Časi so taki, da zahtevajo povezovanje. Veselim se sodelovanja s kolegi, ki sem jih spoznal danes. V Združenju slovenskih vinarjev se vsekakor zavzemamo za to, da bo to povezovanje, ki je trenutno samo na papirju, tudi v praksi zaživelo in se bomo enostavno zelo veliko trudili, da bomo vse organizacije, ki so v vinogradništvu in vinarstvu prispevali k temu, da bomo bodisi vstopili v shemo izbrane kakovosti, bodisi da bomo začeli zgodbo pisati Wine of Slovenia in istočasno postali ključni sogovornik države pri spremljanju zakonodaje in vseh tistih ukrepov, ki bodo izboljšali stanje vinogradništva in vinarstva v Sloveniji. S strateškim forumom pijač pričenjamo na Gospodarski zbornici Slovenije, Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, novo zgodbo. Mislim, da je prav, da eni izmed najpomembnejših sektorjev v državi sodelujejo in se pomagajo, seveda govorimo o predstavnikih sektorja proizvodnje vina, piva in pa brezalkoholnih pijač ter mineralnih vod. To so sektorji, ki zagotavljajo delovna mesta v Sloveniji in seveda tudi veliko dodano vrednost. Pričakuje pa jih veliko izzivov in sicer na področju, bom rekla, odpadkov, ravnanja z odpadki, kot seveda tudi izzivi na področju, bom rekla, poslovanja. In zato smo tukaj ekipa na Gospodarski zbornici Slovenije, ki skupaj z njimi oblikujemo in sooblikujemo rešitve in pa seveda tudi predloge za naša ministrstva.